Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico z veseljem poklanjam Inji in Filipu, ki bosta nocoj skupaj z nami stopila v svet skrivnosti, poguma in prav posebne preiskovalne naloge. Tokrat nas čaka zgodba o pogumni Piki, ki je uspelo nekaj zares posebnega. Pridružila se je namreč posebni enoti in postala prava preiskovalka. Ob sebi ima tudi zvestega službenega psa Puhka in skupaj sta pripravljena rešiti še tako zapleten primer. A namesto velikih tolovajev jo čaka čisto drugačna naloga. Namreč poiskati bosta morala izginulo plišasto igračo. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za Injo in Filipa z naslovom Misija izginula igrača. Za Piko je napočil velik dan. Čestitam, Pika, reče načelnik Rudi. Opravila si izpit, zato se lahko pridružiš naši posebni enoti. Sanje so se ti uresničile. Zdaj si preiskovalka. Izvoli svojo značko. Svoje prve naloge se boš lotila kar takoj. To je Puhek, službeni pes, ki bo odslej tvoj pomočnik in te bo spremljal na vsakem koraku. Razumem, načelnik. Kakšno nalogo pa imam? Koliko tatov moram poloviti? Kar pripravite se. Zapori v Hrastovem dolu bodo hitro polni. Ne, nobenih tatov ne bo treba loviti, odvrne načelnik. Tvoja naloga je najti plišasto igračo malega Petra. Pravkar nas je klicala njegova mama. Računam nate in na to, da bo igrača pri njenem sinku še preden pade noč. Igrača? To sploh ni prava naloga, razočarano vzklikne Pika. Motiš se. Stvar je zelo resna. Plišaste igrače zdaj že nekaj tednov zapored izginejo po vsem Hrastovem dolu. Nujno moramo ukrepati. Srečno, preiskovalka Pika. Upam, da se boš izkazala. Pridi, Puhek, saj nimava druge izbire. Danes do večera morava najti igračo, jutri pa začneva z iskanjem pravih tatov. Pa poglejva. Preiskavo bi lahko začela kar pri fantku, ki pogreša svojo igračo. Nadeni si čelado in drži se, da te ne bo odneslo. Greva, Puhek. Misija izginula igrača se začenja. Pozdravljen, Peter. Jaz sem preiskovalka Pika in to je moj službeni pes Puhek. Njegov voh nikdar ne zataji. Menda si izgubil plišasto igračo? Brez skrbi. Našla jo bova. Kakšna pa je tvoja igračka? Rožnata, zaihti fantič. Za rožnatega dinozavra gre. Kdaj si ga nazadnje videl? Bil je z mano, ko sem zlezel v posteljo. Brez svoje igrače ne morem zaspati. Si ga danes nesel s seboj v šolo? Ne vem. Dinozaver. Hočem svojega dinozavra. Prav. Poglejmo v tvoji sobi
Morda bomo našli kakšen namig. A po pregledu se je izkazalo, da v sobi ni ničesar, ne pod odejo, niti pod posteljo. Preiskavo bova nadaljevala v šoli, Puhek. Spotova se bova ustavila v trgovini. Preverila bova, ali je mali Peter, ko se je z mamo vračal iz šole, svojo igračo morda pozabil tam. Šment. Tudi tu ni nobenega sledu v njej. Ampak saj si slišal, kaj je ukazal načelnik. Plišastega dinozaura morava najti, še preden se znoči. To je Petrova učilnica. Puhek, nehaj ovohavati posodice za barvo. Tvoj smrček bo videti kot mavrica. Tudi tukaj ni ničesar. O plišasti igrači ni niti najmanjšega sledu. A po drugi strani je zdaj vsa šola polna najinih sledi. Tale naloga pa ni tako preprosta, kot sem mislila, da bo. Kmalu se bo zvečerilo, najino iskanje pa še vedno ni obrodilo sadov. Ostal nama je samo še park, potem pa lahko rečeva, da sva prečesala ves hrastov dol. O ne, tudi tukaj ni ničesar, kot bi se igrača vdrla v tla. Načelniku bova morala priznati, da nama je spodletelo, čeprav sem bila povsem prepričana, da ga ne bom razočarala. Upam, da mi bo dovolil obdržati značko. Vrniva se na postajo. Hej, Puhek, kaj te je prijelo? Kam greš? Vrni se! Kaj si prinesel? Odnesi to nazaj na svoje mesto. Takoj! Že takoj bova slišala, ker nisva opravila svojega dela. Zdaj pa še tole? Plišastih igrač se ne sme krasti. Plišastih igrač? Hej, to je vendar načelnikova hiša. Prosim? Hočeš, da vstopim v njegovo garažo? Kot nekakšna vlomilka? Saj nisi pripravi, na koncu bova midva pristala za zapahi. Nehaj me potiskati, Puhek, padla bom. Ojej, saj to ni res. Ker če je, to pomeni, da igrače krade načelnik Rudi. Preiskovalka Pika. Se nenadoma zasliši gromek glas. Kaj delaš tu? Načelnik? Klenila vas bom. Vsa tresoča zavpije Pika. Ni to, kar misliš, ugovarja načelnik Rudi. Teh igrač nisem ukradel. Otroci so jih izgubili. Z njimi ravnajo, kakor se jim zazdi. Packajo jih in puščajo vse povsod. Mečejo na tla. Igrače, ki jih najdem, takoj odnesem domov in poskrbim, da jim je lepo. Preberem jim pravljico, jih pocrkljam in poskrbim, da sladko zaspijo. Saj sem jih že hotel vrniti, a se nikakor nisem mogel ločiti od njih. Tudi meni so prirasle k srcu. Načelnik. Igrače so najsrečnejše v otroških rokah. Bo kar držalo. Kako prikupna in napeta zgodba. Pika nas je naučila, da ni pomembno, kako velika ali majhna se zdi naloga, temveč koliko truda, vztrajnosti
in srca vložimo vanjo. Draga Inja in Filip, naj vaju ta pravljica vedno spominja, da lahko s pogumom, zbranostjo in kančkom zaupanja vase rešimo tudi tiste skrivnosti, ki se sprva zdijo zelo zapletene. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Šerif Bobby. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček Inji in Filipu, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravličnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo, Pika. Misija opravljena.